Zdravo, sem Daneja Grandovec in vsem študentom, ki tečejo ali pa bi morda radi začeli s tekom, bi morda dala kak nasvet, kako to pravilno izvajati. Ko se odpravljate na tek, se ne oblečite preveč. Oblečite se tako, kot bi se oblekli, če bi bilo zunaj 10 stopinj več. Ne rabite pretiravati z anoraki, kajti mnogokrat vidim ljudje, ki so zadihtani do vratu in mislijo, da potem izgubili več maščobe ali kaj, ker pač se maščoba topi, ampak pri tem se ne topi maščoba, maščoba se porablja z vašo aktivnostjo, iz vas pa gre samo voda, tako da boste prej dehidrirali, kot pa shujšali. Izbirajte lahkotna oblačila, dry fit materiali so zdaj zelo popularni in pač tudi zelo dostopni. Torej, bolj kot oblačila so pri teku pomembni tekaški copati oziroma to je v bistvu najpomembnejši del športne tekaške opreme. Pri nakupu je treba biti pozoren na to, da pač zdaj so tu nekaj fint, ne glede na to, kaj vam trgovci rečejo, ste pronatorji, supinatorji, bodite pozorni na te zadeve. Da copat, ko ga vzdolžno pač stisnete, da se ne zvije preveč, da bi se recimo zelo. Potem se ne sme zvijati prečno, mora biti dokaj trd, ojačan mora biti v petnem delu. Če v trgovini tu stisnete skupaj, potem to ni dobro. Tako da to je dober primer copata. Bodite pozorni tudi na to, da ni podplat pretanek, kajti to pomeni, da je manj vlažen. Vsako stopalo je drugače oblikovano, tako da pač ne gledajte zdaj na to, kako znamko ima vaš prijatelj, ker lahko, da ima on čisto drugi način teka, drugo obliko noge. Tudi ne gledajte zdaj na znamko, sama osebno tudi ne gledam na barve, ampak gledam na to, da mi res copat odgovarja, da ko ga pomerjate, stopite na tisto nogo, tako da se noga razleze in takrat pa mora res pasati. Pred tekom se ne najejte preveč oziroma boljše, da par ur sploh ne jeste. Jejte to, na kar ste navajeni, ne pretiravajte ne z mesom, ne z zelenjavo, pač mogoče pojeste le pol porcije, ki ste se jo namenili pojesti in si pol pustite za kasneje. Priporočljivo je, da se 2 do 3 ure pred tekom sploh ne je, pač pred tekom še nekaj spijete, tudi ne rabite pretiravati z vodo ali z napitki, najbolj priporočljiva je voda. V vročem vremenu pač spijte malo več vode, vendar ne pretiravajte, voda v želodcu vas bo potem ovirala, vam bo skakala, mogoče vas bo celo šalo lulati, tako da pijte po potrebi. Sama sem zagovornik tega, da med tekom ne pijem in tudi vam priporočam, da se ne obremenjujete z nošenjem vode, z nekimi paški za držanje vode, za bidone, kajti pač do uro pa pol mislim, da lahko zdržite brez nekih energijskih napitkov, energijskih ploščic in pač potem po teku pa si privoščite vodo ali kak drug priljubljen napitek. Ni najbolj priporočljivo, da se preveč raztegujemo, ko nismo segreti, tako da je mogoče najbolje, da tečemo kakšno minuto, 2, 3 in se potem raztegnemo glavne mišične skupine, razmigamo gležnje, kolena, boke, potem se pač odpravimo na tek. Tisti glavno raztezanje pride po teku, tako imenovan stretching, ko so mišice ogrete in bolj prožne, tako da ne pride do poškodb. Glede na to, da je tek naravna človeška oblika gibanja, bi nam to moglo priti spontano, vendar marsikoga vidim in tudi sama nimam popolne tehnike teka, zato pa je treba toliko bolj študirati na to. Ja, res, da je treba odklopiti možgane in gremo se sprostiti, ampak študirajte na tehniko teka, na pravilno tehniko teka, kar pomeni, da stopate na celo stopalo, da ne stopate na peto. Najbolj priporočljivo bi seveda bilo po prstih oziroma, da je težišče na sprednjem delu stopala, ampak
To je težko izvajati, potem so bolj obremenjene mečne mišice. Ko tečete, polagajte stopala vzporedno v smeri teka. Ne krilite, ne opletajte z rokami, probajte teči čim bolj sproščeno. Pri teku ne bodite sključeni, ne držite se preveč nazaj, nekako bodite čim bolj naravni. Roke ob telesu, vendar ne tečite kot roboti. Če vzamemo za zgled najboljše, torej recimo vodilne v maratonu, Kenijci, oni seveda dihajo skozi usta, vdihnejo skozi usta, izdihnejo skozi usta, tako da tukaj ni neke višje znanosti. Torej vsak posameznik bo verjetno imel svoj optimalni tempo teka. Optimalni je zdaj relativno lahko optimalni za sprostitev, to pač gremo v takem tempu, da se lahko pogovarjamo, da nam je okej, da nam je kul, da se ne preveč ne zadihamo. Optimalni tempo za napredek pa je seveda drugačen, torej malo višji tempo, bolj se bomo zadihali. Priporočam vam, da si postavite nek cilj, na katerega se potem orientirate in mu sledite. Pa naj si bo to neka razdalja, ki jo potem s časoma pretečete vedno hitreje.